Mladi na osnovni šoli Prežihovega Voranca sicer pravijo, da jim telefoni, oblačila in obutev določenih znamk ne pomenijo veliko, si jih pa vseeno želijo in tudi opazijo pri drugih. Opaziš, če nekdo nosi toliko veliko dragih znamk pa dragih stvari. Nastajajo grupe in se vključujemo, in potem eni imajo boljše telefone, drugi pa ne. Ne moramo priti v to grupo. Mi ni pomembna znamka, sem da so mi meni všeč. Kakor najstnik bi zelo želel imeti kot telefon specifične znamke. Če ga imaš, si malo tako, kakor višji sloj in se ti vidi, da prehajaš iz premožne družine, si boljši, če imaš to določeno znamko. Zato, ker hočejo izstopati, a ne pa nočejo, da se drugi ljudje zafrkavajo z njih, pa hočejo se vključiti v tako družbo. Ker so to stvari, s katerimi želimo pokazati, kam spadamo, in pravimo statusni simboli. Nekateri, na primer dragi kamni ali zlato, so večni, drugi se spreminjajo s časom in prostorom in nimajo vedno velike materialne vrednosti. Lahko želimo sporočiti drugim, da smo recimo načitani ali pa da smo intelektualci, in v tem primeru bomo imeli knjižnico polno knjig. Eni pa kupujejo določeno znamko, ker je pač popularna in hočejo se malo považati. Ne bom ne hotela spoznati osebe, če tega nima. Mislim, jaz zaradi teh simbolov ne bom na njega gledal nekako bolj spoštovanjem ali pa ne vem, kot da je več vreden. Mislim, da je problem statusnih simbolov v tem, da se bolj kot s tem, kaj sami čutimo, ob nečem ukvarja s tem, kaj bojo drugi mislili ob nas, zato ker to imamo. Tako da statusni simbol je vedno to, kar želimo sami sebi sporočiti drugim, ne to, kar mogoče v resnici smo. Prav ob odraščanju med drugim odkrivate, kaj imate radi in kdo ste, kar je lahko zapleteno. S statusnimi simboli pa je preprosteje sporočiti, kaj naj si drugi mislijo o vas. Vendar tega, kar smo v resnici, to, kar nas zanima, to, do česar imamo največ strasti, to, zaradi česar smo zanimivi, to so stvari, ki jih noben statusni simbol ne more nadomestiti.